Moja prezentacija ne bo v bistvu pokazala nič takega, česar nismo v prejšnjih, včeraj pa danes že slišali in je bilo poudarjeno v različnih prezentacijah. Gre pa za način izboljšanja zaščite armirano-betonskih premostitvenih objektov na naših avtocestah. Namreč v zadnjih 40 letih je bilo zgrajenih več kot 1100 objektov z razponom več kot 5 metrov na avtocestnem križu, poleg drugih objektov na cestah. Od tega je približno 200 mostov, 200 viaduktov in pa 300 nadvozov. Prebrala sem na Darsovi spletni strani, da se oprema obnavlja vsakih 15 do 25 let, celoten objekt pa naj bi se obnovil vsakih 30 do 40 let, kar pride do 18 objektov na leto približno, ki so potrebni celotne obnove in enkrat več samo zgornje plasti asfalta. Na sliki pa vidimo, kako se ta obnova dogaja tudi v današnjem času, kar je treba definitivno spremeniti. Hidroizolacija tega obnovljenega objekta je bila izvedena korektno, dobro, potem pa se je zaščita hidroizolacije izvajala z običajnim asfaltom, asfalt-betonom v 2 delih, tako da je bil vmes stik po celotnem objektu in še ograjevanje, zgoščevanje se je izvajalo ročno. To je bil tudi en tak povod, da smo začeli razmišljati, kako bi bilo treba te obnove delati bolj inovativno, z modernejšimi materiali in verjetno na kakšen malo drugačen način. Trajnostnost in odpornost sta 2 izraza, ki se zdaj vedno več pomena dobivata. Trajnostnost že nekaj časa, odpornost pa v zadnjem času tudi vedno bolj. Obremenitve naših cest so se v zadnjih 40 letih bistveno spremenile, prometne obtežbe so čisto drugačne in tudi okoljske spremembe so drugačne, družba je drugačna. Uporabljati moramo take materiale, ki bojo dalj časa zdržali, ki bojo pomenile zmanjšanje uporabe naravnih materialov in bojo tudi naslednjim generacijam omogočale enake pogoje, kot jih imamo mi. Glede na klimatske spremembe se pa pojavljajo tudi porušitve objektov, zato ker niso dovolj odporni na škodljive pojave, ki v glavnem prihajajo iz narave, poplave, blatni tokovi in pa zaradi terorizma lahko tudi, vojanj, porušitve pregrad, bomb v predorih, na mostovih in tako naprej. Naša infrastruktura mora biti odporna na vse take pojave. Tukaj vidimo neko primerjavo med trajnostnostjo in odpornostnostjo. Pri trajnostnem razvoju pač moramo zmanjšati potrebe sedanjega človeškega rodu, da bo kaj ostalo za naslednje generacije. Orodja so LCA in LCC analize, trajnostna gradnja, uporabljamo indikatorje, da to nekoliko trajnostno zvrednotimo. Videli smo primere iz Nizozemske, kjer imajo ta sistem že zelo lepo razdelan, kako vrednotimo tudi te trajnostnost infrastrukture. Medtem pri odpornosti pa je bolj organizacijsko in tehnični so te vidiki, socialni, zahtevajo večje posege in tudi nekih smernic, kako v bistvu to upoštevali, zaenkrat niti še nimamo. Za objekte obstaja smernica za trajnostne gradnje, ki pa v bistvu bolj velja za zgradbe kot za inženirske objekte. Poudarjajo pa procesno kakovost, kar pomeni, da se morajo vsi deležniki skupaj zbrati in skupaj najti optimalne rešitve. Se pravi, tako projektanti kot naročniki, kot civilna družba in najti najboljše rešitve, kje bi bila trasa, a bi delali dvopasovnico ali mogoče že misliti za 50 let naprej pa narediti 3-pasovnico ali pa mogoče so 4-pasovnico in vse te stvari upoštevati že preden se začne dejansko graditi. Potem tudi kakšen je razpis, da to ni najugodnejši ponudnik z najnižjo ceno, ampak ugodnik, ki dejansko največ ponuja za nek denar. In pa tudi tehnična kakovost, da so zadeve narejene dobro, hitro,
da so gradbeni procesi optimizirani, tako kot recimo, ki imajo v NEK-u, ki 1 leto pa pol planirajo, kako bojo v 20 dneh in 4 minutah vse naredili. To bi mogli mogoče tle v gradbeništvu tudi povzeti take inovativne pristope, mislim, niso niti inovativni, ampak modernejše, da bi še bolj optimizirali čas, zapor in šli pripravljeni na gradbišče in potem resnično vse naredili v najkrajšem možnem času. Ko smo začeli pisati tehnične specifikacije za hidroizolacijo oziroma jih obnavljati, smo ugotovili, da pravzaprav teh 7 cm, ki se že dolga leta uporabljajo, verjetno so premajhna debelina. Namreč ravnost objektov, ki jih imamo, ni optimalna, so vegasti in je težko s temi 7 cm zagotoviti primerne debeline vgrajevanja, da bi lahko dobro zgostili asfalte in da bi bila potem tudi ravnost na objektih dobra. Poleg tega so v teh zgornjih plasteh strižne sile zelo velike in večje, ko imamo, debelejše, ko imamo plasti in tudi kakšen material v teh plastih je tudi pomembno, boljše je, manjše strižne sile se prenašajo potem na hidroizolacijo, ki jo imamo spodaj. Se pravi, če bi imeli debelejše plasti na premostitvenih objektih, kar ne prenaša neke prav pomembno večje obtežbe, bi imeli tudi manjše strižne sile, ki bi jih mogla ta naša hidroizolacija prevzeti. Kar se tiče zgoščevanja asfalta, zelo je važno, kot smo že slišali v prejšnji sekciji, da je vodopropustnost zaščite hidroizolacija čim manjša, da je delež votlin čim manjši, da je zgoščenost čim boljša, da je tudi asfaltna zmes taka, da je čim manj votlin, zato da je vodopropustnost te plasti čim manjša. Mora biti dobro sprejeta z hidroizolacijo, kot je kolega Bašal včeraj povedal, če ne, se te strižne sile ne more dobro prenašati na hidroizolacijo in potem na beton. Se pravi, zgoščenost in pravilno gradnja previdna izbira asfalta za to plast in zgoščevanje in temperatura so zelo važne za trajnost naših hidroizolacij. Tule imam en primer od letos, ko je na 4 objektih je bila vgrajena zaščita hidroizolacije. Tule vidimo, tale objekt je bila vgrajevana strojno hidroizolacija in meritve zgoščenosti so pokazali, da lahko zgoščenost dosežemo tudi 100%, najmanjša pa ni toliko bistveno manjša od 100% zgoščenosti. Te 3 objekti so bili pa vgrajevani ročno, je bil asfalt vgrajevan ročno in na posameznih mestih je bila zgoščenost izjemno slaba. Takile vogali, tukaj se ročno ne da zgostiti asfalta in to je bila zaščita hidroizolacije, to ni bil zgornji sloj. Se pravi, ročno vgrajevanje odpade, zato ker so posamezne lokacije, ki je vodopropustnost tega asfalta čisto prevelika. Poleg tega je zadeva ni ravna, voda ne oteka in to je dolgoročno zelo slabo. Druga stvar je, kot smo že slišali tudi v prejšnji prezentaciji, debelina mora biti ta prava. Če so pretanke debeline asfalta in grejo prevelike asfaltne zmesi, potem tega ne moramo dobro zgostiti, zrna se zdrobijo, razpoke nastanejo v asfaltu in spet vodopropustnost je zelo velika. Ko se frezajo objekti, se vedno odfreza en manjši sloj tudi betona in potem počasi pridemo do armature, posebej, če ni bil zaščitni sloj dovolj debel in armatura je manj zaščitena, kakor bi smela biti in trajnost objekta je spet manjša. Posebno občutljive točke so razni izlivniki na mostovih, kjer je treba hidroizolacijo ustrezno izvesti. Zakaj uporabljamo samo bitumenske trakove? Danes smo slišali, da so tudi drugi modernejši materiali, ki mogoče niso dolgoročno gledano tako zelo dražji od sedanjih bitumenskih hidroizolacij, da bi mogoče na nekaterih objektih pa le uporabljali te nekoliko dražje, ampak bistveno dolgotrajnejše materiale, s katerimi bi tudi take detajle lahko dobro zaščitili in ne bi potem prihajalo do korozije armature. Ne smemo pozabiti na klimatske spremembe.
Tlele sta dva grafa, ki kažeta intenzivnost padavin. Eden je v Murski Soboti, vidimo, da v zadnjih 50 letih kakšnih hudih trendov ni. Medtem ko v Ljubljani lahko vidimo, da se intenzivnost padavin posebej v jesenskem času povečuje. Tlele smo imeli par let nazaj 14 cm dežja v enem dnevu v Ljubljani, kar je zelo veliko. In tudi naše objekte bomo v smislu odpornosti moramo začeti mogoče projektirati malo drugače. En vidik, o katerem je govoril danes Darko, o družbenih vplivih gradnje in obnov avtocest, je vrednost našega časa, vrednost uporabniškega časa, ko se vozimo po avtocestah in imamo zastoje. Vidimo, da recimo če vzamemo neke številke iz literature, koliko je izguba časa, prvič je izguba časa, ker je manjša pretočnost avtocest, da ne upoštevamo prometne varnosti, obremenitev vzporednih cest in tako naprej. Samo naša zamuda časa je za 3 dni 40 tisoč evrov, recimo za 20 dni, če bi trajala obnova, je pa to 250 tisoč evrov. Pa sem vzela samo 20 evrov na uro, da je uporabnikova vrednost časa. Če bi se pa recimo peljal gospod Boskarol, ki dela letalnike za Uber, je pa gotovo njegova ura malo dražja kot 20 evrov. Tako da zaključki, če ne iz drugih razlogov, iz trajnostnega vidika bi bilo smiselno malo spremeniti izvedbo hidroizolacije in zaščito hidroizolacije na premostitvenih objektih. Pri starih bo to težko, ker so že tako gabariti objektov taki, ampak vsaj za vse novogradnje, ki bojo šle zdaj v projektiranje, dajmo povečati višine asfalta, debeline asfalta na premostitvenih objektih. In začeti uporabljati spet litij asfalt kot zaščito hidroizolacije, ne asfalt betona, ki ga ne zgoščamo dobro. Zakaj ne bi dajali nagrade dobrim izvajalcem? Unim, ki ponudijo boljše materiale, unim, ki znajo hitreje narediti. Dajmo ne samo jih teps, dajmo jih nagrajevati. Psihologi pravijo, da je to bistveno boljše kot palca. Korenček je boljši kot palca. Pri meni tudi gotovo deluje višja plača, več kakšne sankcije. Dajmo skrbno planirati izvedbo, da bomo res optimizirali čas, ki ga bomo cesto zaprli, da bojo uporabniki bolj srečni. Tako bomo velike indirektne stroške družbe prihranili, ki jih mogoče ne znamo še dobro vrednotiti, ampak to bi tudi morali počasi začeti. Inovacije, niti ne inovacije, nove materiale, ne samo tisto, ki piše v tehničnih specifikacijah, dajmo še kaj drugega začeti uporabljati, pa probati na manjših objektih, pa politi na večje, če tega ne zaupamo. In pa tudi odpornost objektov je treba povečati, predvsem mogoče potresno odpornost objektov. Pri nas imamo potrese, mogoče teroristov niti ne, imamo pa gotovo potrese in pa klimatske spremembe. Tako da, hvala lepa za pozornost.